Jaz upam, da se slišimo. Mislim, da bi Slišimo. se mogli zdaj tudi počasi videti. Takole. Se vidimo. Se vidimo, super. Se vidimo, Odlično. slišimo. Hvala. Odlično, hvala. Ja, še enkrat hvala vsem za lepo, prijazno povabilo. Drži, jaz velikokrat rečem, da sem v osnovi skavt, pa multipraktik, pa mladinski delavec, tudi če me je zdaj moja karierna pot zapeljala v precej druge konce, precej druge smeri. Kaj si bi danes želela v teh 7 minutah pogledati, je to, da bi vam predstavila eno zgodbo. Tisti, ki ste že kdaj poslušali moje predavanje, veste, da predstavljam zgodbe s pomočjo Lucije in Marije. Danes vam bom predstavila samo zgodbo Lucije in to, kako je ona v bistvu eden od tistih primerov, s katerimi se srečujemo na trgu dela danes. Da pa ostanem nekriva in nedolžna tudi moji temi, bi rada začela na začetku s citatom, ki je po mojem mnenju najboljši opis tega, s čemer se danes srečujemo. Namreč imamo ponudnika prevozov na svetu, ki nima nobenega vozila. Imamo lastnika novic na svetu, ki ne ustvarja lastne vsebine. Imamo ogromne trgovce, ki nimajo lastnega blaga, in imamo ogromne ponudnike nastanitev na svetu, ki nimajo niti ene nepremičnine. In to je svet 4.0, v katerem živimo. Malo tudi v luči epidemije, korone in tako naprej, so se nekateri postopki, o katerih bom danes govorila, še malo pohitrili. Se pravi, delo v oblaku, če je bilo 1 leto nazaj, za kakšne malo bolj rigidne organizacije še 1000 svetlobnih let daleč, je danes realnost. In ja, zahvaljujoč tehnologijam, ki jih je prinesla 4. industrijska revolucija, lahko danes delamo od doma, tako da tudi jaz se vam danes pridružujem na nek način udobja in neudobja svojega doma, z vsemi prednostmi in šibkostmi, ki jih to prinaša. Kadar govorimo o industriji 4.0 oziroma o svetu 4.0, govorimo o svetu, ki se je zgodil po 4 industrijskih revolucijah. In o 4. industrijski revoluciji govorimo takrat, oziroma o trendih govorimo takrat, ko govorimo o tistem, ko smo si v časih, ko sem jaz odraščala, govorimo o stvarih, ki so v časih, ko sem jaz odraščala, bili samo del znanstveno-fantastičnih filmov. To so bila avtonomna vozila, 4D tiskanje, neki novi, zelo, zelo posebni materiali, potem na področju digitalnih trendov so bili to povezani računalniki, tablice, naprave, pošiljke so se oddaljeno pošiljale, potem podatkovni bloki so bili kar tako, kot si lahko predstavljate, kot v kakšnem, ne vem, CSI Miami filmu, si samo kliknil in ti je vrglo ven vse možne podatke o posameznem človeku, kriminalcu, kakorkoli. In seveda tudi biološki trendi, se pravi, pri tistih filmih, ki jih jaz sicer nisem želela gledati, ker so mi bili grozljivi, ampak modifikacija živali in rastlin za proizvodnjo zdravil, ali pa tudi kakšnih bolj sumljivih zadev, ker seveda ostavljamo na ravni filmov, potem sintetična biologija, to, da lahko ti 3D naprintaš tudi celoten organ ali pa človeško tkivo, se pravi biotiskanje. Vse te stvari so trendi, za katere že obstajajo raziskave in so dokazana dejstva, da se bodo v prihodnjih letih, se pravi pod vplivom industrije 4.0, še pojavljale. Se pravi, če sem rekla na začetku, da smo zdaj šli v oblak, da zdaj živimo, delamo in se gibamo v oblaku, so to eni trendi, ki jih z večjo ali manjšo verjetnostjo lahko zasledujemo v prihodnjih letih. Kaj to pomeni? To pomeni, da če bi jaz čarobno kroglo pogledala v leto 2035, se pravi 15 let naprej, bo verjetno 10% ljudi nosilo obleke, ki so povezane s spletom. Potem 10%, se pravi, ko rečem bo povezanih s spletom, pomeni, da so na nek način bile oglaševane, kupljene ali kakorkoli na spletu. Se pravi, enako bo z očali za branje. 80% ljudi bo digitalno prisotnih, 90% ljudi bo uporabljalo pametni telefon, bo imelo redni dostop do spleta in tako naprej. V 2035 bodo seveda prva presajena tudi 3D tiskana jetra. Glede na seznam, ki ga zdaj lahko vidite na prosojnici, so to
od bolj do malo manj verjetne, vse zadeve, ki pa so navedene na prosojnici, so načeloma vsaj 50% verjetne. In kaj to pomeni zdaj za generacije, ki se soočamo s spremembami v svetu 4.0, ne? Pač, če meni vi začnete razlagati o 3D tiskanih jetrih, pa o avtonomnih računalnikih, pa o tem, da me bo avto sam pripeljal v službo, se kar malo stresem, ker jaz nisem tehnični tip človeka in ne vem točno, kako bi se v tem znašla. To ni samo moja dilema, to je dilema vseh generacij, ki trenutno so oziroma smo aktivne na trgu dela ali ki na trg dela šele vstopajo. Trenutno, kadar govorimo o trgu dela, govorimo o 4 vključenih generacijah, se pravi generacija X in delno generacija Z je generacija, pri katerih zdaj govorimo o mladih, se pravi tistih, ki so stari pod 29 let, potem moja generacija, ki je zdaj že malo na 29, je še vedno generacija X, generacija mojih staršev, oziroma kot bomo videli tudi ne generacija Lucije, pa je zdaj na nek način generacija baby boomerjev. To je Lucija, prej sem vam že omenila, danes o Mariji ne bom govorila, ampak to je Lucija, ona pripada generaciji millennials, ne, in ona seveda je odraščala, oziroma njena prva pričakovanja s področja kariere so se pojavila v luči, oziroma pri kariernem svetovanju njenih staršev. Njeni starši so ji svetovali, seveda, tako kot lahko vidimo na obeh prosojnicah, se pravi, če boš bolj delala, boš prišla na bolj zeleno vejo, na zeleno travo. Se pravi, na prvem grafu lahko vidimo, ne, da je uspešnost povezana glede na leta, glede na to, koliko se trudiš, če tako čisto po domače povem, za nas ne matematike. Na drugi strani lahko vidimo, ne, da če se bolj trudiš, ne, je lahko, da tvoja realnost tudi večja in tudi tvoje zadovoljstvo, se pravi neto sreča, vsekakor tudi večja na osnovi tega tvojega prizadevanja. In to je bilo tisto, kar je bilo na nek način Luciji položeno v zibko. Lucija je seveda zrasla v modernem flower power obdobju, rečemo, ne, v času millennials, ko so se odpirale možnosti, računalniki so postali realnost, ker naenkrat so stvari postale dostopnejše kot kadarkoli prej. Zato ona, ko govorimo o njeni zeleni travi, o pričakovanjih, o nekem ultra super učinku oziroma super karieri, ona seveda si želi, da bi imela njena ta zelena trava še rože gor, ne, če ohranjam isto metaforo. Ne, in seveda zaradi načina vzgoje, ki pa je lasten tistim milenijcem, ki so odraščali v času po osamosvojitvi, so starši, ne, zato ker so bili prej težki časi, pa zdaj so manj težki časi, Luciji privzgojili tudi to, da je ona ponotranjila to, da se čuti še bolj posebna, da če si predstavljamo, ona vidi kariero tako, da vsi imajo dobro kariero, ampak ona ima pa res dobro kariero, ne? Ker je res posebna. Ne? Če si tukaj pogledamo še na naslednjem grafku, ne? To so kariere ostalih, ampak njena je pa še bolj dobra kot od ostalih, pa še samorogama na vrhu, ne? Se pravi, še neko češnjico na torti ima za povrhu. In seveda po njenih kariernih pričakovanjih bo ona dobila sanjsko službo. No, kaj se zgodi, ne? Po prvem kariernem svetovanju strani njenih staršev, Lucija pride na karierno svetovanje v šoli, k šolski psihologinji, da bi se individualno pogovorila o načrtih za prihodnost, predvsem tistih, ki vodijo iz osnovne v srednjo šolo. In na osnovi njenega vedenja, ocen in tako naprej, je pedagoginja pripravila en njen nasvet in na nek način njo označila kot povprečno. Ne? Se pravi, Lucija ni bila za nič, ni bila pa tudi zelo dobra, pač imela je povprečne ocene in na osnovi povprečnosti ocen je psihologinja ugotovila, da ona niti za gimnazijo, da ji ne priporoča, da bi šla na gimnazijo, naj gre kakor na malo lažjo šolo. Ne? Sicer Lucija je sicer res šla na gimnazijo in tudi, če bi naprej spremljala njeno karierno pot, preden se lotimo zdaj tega sveta 4.0 in tega, kaj v bistvu mi lahko Luciji danes pomagamo, bi opazili, da ona seveda ni poslušala svetovalne delavke, da je bila potem, je končala gimnazijo, vmes zamenjala
fakulteto in na koncu trenutno mislim, da magistrirala. Se pravi, absolutno gradim persono povprečnega milenijca, ki je trenutno na trgu dela. Zaradi neskladja, ki ga je Lucija spoznala v svetovanju njenih staršev, pa svetovanju samo ene, se pravi, samo na enem primeru gledamo, samo ene šolske pedagoginje, je seveda zafrustrirana in razočarana, ker je njena realnost daleč od pričakovanja. Kako pa mi lahko zdaj, se pravi, v luči trendov, ki smo jih prej videli, znanstveno-fantastičnih filmov iz moje mladosti, pa v luči tega, kar smo zdaj slišali, se pravi, morda ne slabo namernih, ampak ne dobrih kariernih nasvetih, kako zdaj Luciji pomagati do zelene trave in teh samorogov. Jaz imam 4 predloge, ki bi vam jih danes predstavila. Zdaj prvi predlog, kako lahko podpremo Lucijo, je tako, da spoznamo oziroma poznamo sebe in okolje, v katerem živimo. Če si malo pogledamo to prosojnico, vidimo, da dejansko so poklici, ki jih mi vemo morda razložiti glede na slovar ali pa iz kakšne stare knjige, ki zaradi preteklih industrijskih revolucij ne obstajajo več. Furman, mogoče kakšen se še kje najde, jesharja težko najdemo, prižigalca uličnih svetilk, pa mogoče samo še v kakšnem muzeju. Tudi perice je zamenjal pralni stroj, kurjače na lokomotivi, električni pogon, strojpisce pa navadna tipkovnica. In če mi boste verjeli ali pa ne, 15 let nazaj, ko sem bila jaz, se pravi v letih, ko sem se vpisovala v srednjo šolo, tudi te službe še niso obstajale. O Uber voznikih še nismo govorili, social media menedžerjev ni bilo, gostiteljev Airbnb-ja, kolikor je meni znano, tudi še ni bilo, menedžerja storitev v oblakih si težko našel, youtuber sploh ne, še heci so se iz tega dogajali, in tudi že razvijalcev mobilnih aplikacij takrat še ni bilo, o pametnih telefonih še v takšni meri za običajnega potrošnika nismo govorili. In glede na trende, ki sem vam jih prej predstavila, lahko zdaj na prosojnici vidite to, da se pravi, stvari, ki jih vidite na levi strani, so tiste, ki so najbolj podvržene k avtomatizaciji, kar pomeni, da obstaja največja verjetnost, da v naslednjih 15 letih, prej smo govorili, da danes sanjamo do leta 2035, obstaja velika verjetnost, da bodo podvržene avtomatizaciji. Se pravi, od telefonske prodaje, zavarovalniških storitev, športnih komentatorjev oziroma sodnikov, tajniška, strežno osebje, nepremičninska posredništva. Se pravi, veliko zametkov te avtomatizacije že danes vidimo. Po drugi strani pa na desni strani prosojnice vidimo zelena področja, ki je zelo težko verjetno, da bodo podvržena avtomatizaciji. To so zdravniki, kirurgi, psihologi, tudi podporni delavci, se pravi socialni delavci na področju mentalnega zdravja, na področju zlorabe snovi, vodje prodaje, izvršilni vodilni kadri, takšne stvari ne bodo mogle kar izginiti z dneva, se pravi iz danes na jutri, tudi če to pomeni, da bodo nekoč morda zaposlovali polovico robotskega osebja, pa polovico navadnega. Zato trdim, da lahko sklepamo, da 60% poklicev naših otrok, se pravi, če rečemo čez 15 let, bodo nekateri naši otroci že vstopali na trg dela, da 60 poklicev danes še tudi ne obstaja. In da gre tukaj za, primer, ne vem, kustose osebnega spomina, za graditelje potovanj z navidezno resničnostjo, za svetovalce za zdravje starejših, za, ne vem, vesoljske pilote in tako naprej. Kar pomeni, da imamo težavo, kako zdaj v bistvu, če moramo Luciji danes svetovati, kako ji bomo svetovali. Pridemo do drugega koraka, kjer bi jaz rekla, da je tako, ker se mi zdi pomembno poudariti to, da se kariera ne zgodi, ampak se gradi. Primer ne preveč kakovostnega kariernega svetovanja sem vam prej predstavlja in mnenje drugih ljudi absolutno vedno upoštevamo, če se nam zdijo relevantna in dobronamerna pri grajenju kariere, vedno pa poiščemo drugo mnenje in možnosti programov neodvisnega kariernega svetovanja. Obstaja jih ogromno, od osebnih spremljevalcev, coachov, tudi na Zavodu za zaposlovanje in pred vsako odločitvijo se dobro informiramo. Sej tako kot če kupujemo nov avto, vprašamo vse tiste, za katere mislimo, da so strokovnjaki enako
zakaj ne bi bili še bolj pozorni do nečesa, kar do take mere določi naše življenje. In ja, odgovornost za svojo kariero, po mojem mnenju, nosi vsak sam in skrbi za to, da se kariera gradi. Mogoče samo omenim področja veščin, ki jih bodo zahtevali poklici prihodnosti, so tudi visoka kognitivnost, družbene in čustvene spretnosti, pa tehnološke veščine. Tudi zelo tesno povezane z industrijo 4.0. Za hec sem vam prilepila, tik preden pridem do zadnjih slajdov, še 3 poklice, ki odgovarjajo na trenutne potrebe, ne, se pravi, gre seveda za eno kampanjo nenutricionista, preprihovizorja in informativnega centra. Lahko si jih za hec potem pogledate, pa boste videli, kakšni to poklici pravzaprav so in kako odgovarjajo na družbene potrebe. Tretja točka bi bila zagotovo fleksibilna varnost. In ker danes ne želimo razpravljati natančno o modelih fleksibilne varnosti, bi morda samo omenila, da je to ena izmed zadev, kjer vidim zelo močno točko vseh zagovorniških organizacij, ki zagovarjajo prilagoditve na trgu dela, ki zagovarjajo močan socialni sistem in aktivne politike, ker je na področju fleksibilnosti oziroma fleksibilne varnosti, tako imenovane flexicurity, zagotovo tudi prihodnost v delavca usmerjene karierne orientacije. In četrta točka, absolutno pa tudi mreženje. Industrija 4.0, jaz rekla, da je pravzaprav mrežna industrija, da če pa kaj dejansko vzpostavlja, je pa to ne samo internet stvari, ampak to, da se na nek način v tem našem oblaku vse skupaj poveže. In dajmo pomagati tistim mladim, da se pri kariernem odločanju dobro povežejo tudi z relevantnimi viri, se pravi, ne samo s tistimi, ki jim hočejo pamet soliti, če se tako izrazim, ampak tudi tistimi, ki dejansko jim želijo dobro in ki lahko jim pripomorejo. Tako, jaz sem vam predstavila tele 4 področja, se pravi, da menim, da bi mogli pri kariernem svetovanju z mladimi pomagati jim spoznavati sebe in okolje, v katerem živijo, da jim pomagati graditi njihovo kariero, jim odpirati možnosti za fleksibilno varnost na področju zaposlitve in pa jih spodbujati k mreženju. To so moji fantastični 4 v svetu karierne orientacije in bi se vam zahvalila za pozornost, no pa se veselim prihodnjih vprašanj.